pomlad, pomlad, kdo se veseli sončka, zvončkov, ptičkov, prebujanja pomladi, prebujanja narave, prebujanje nas. Letošnji marec bo naredil tak čudovit uvod številu 4, ki prihaja aprila, tako kot je februar naredil uvod številu 3. Kaj to pomeni? Torej, kaj bo tisto najbolj ključno marca? Kaj je resnica in kaj je iluzija? Število 3 je fenomenalno za kreacijo, za ustvarjalnost, za več barvitosti, po drugi strani tudi za malo več drame, tudi zato, da mogoče, ne da smo naivni, ampak da vidimo potencial, ki se potem morda ne izpolni. Se pravi, mesec marec bo tak fenomenalen čas, da bi sebe negovali na drugačen način, da bi bili mi bolj odprti, bolj živahni, bolj barviti, bolj čustveni, bolj izrazni. A veste, kaj pravijo, pišite čustva. Kaj, če bi jih narisali, naslikali, s plastelinom oblikovali, se lotili nečesa popolnoma novega, morda ustvarjanja z glino, morda, ne bom rekla tetoviranja, ampak kaj malo manj trajnega. Kaj, če bi marca izrazili svoja čustva, pa ne z emojiji, ampak s tem, da primemo čopič v roke, barvice in izrazimo tisto, kar čutimo. Lepo in manj lepo. Če dež pade v naši notranjosti, naj to tudi slika nekako odseva. Kaj bo res tisto vodilo meseca marca, pa je mir. Lahko se zbudijo močnejša čustva. Lahko se prebudi strah. Lahko se prebudi dvom. Bistvo vseh teh dogodkov pa pravzaprav je okrepitev našega občutka varnosti in tistega miru znotraj sebe. In marec je fenomenalen, veste zakaj? Za prismuknjenje nenavadne ideje, drugačne ideje, za ideje, ki bi jih imel 3 leta star otrok pri blagajni, ki želi čokolado. Se pravi, najdaljše trepalnice na svetu, najlepši nasmehi možni, največje krokodilje solze, vse to prinaša marec. Prinaša nam resnično zavedanje, kdo mi smo, opomnik, zakaj smo tu. Se pravi, dragi moji, na področju odnosov je to definitivno čas socializacije, druženja, tega, da se imamo fajn, tega, da se nasmejimo, da se objamemo, da si pokažemo čustva, da si izrazimo svoje mnenje. In če že govorimo o druženju, dragi moji, jaz komaj čakam. 12.3. popoldne v Ljubljani in pa 21.3. tudi popoldne v Kopru, dogodek za žensko dušo. Sploh na Obali ste izrazili zanimanje oziroma željo, da bi se malo večkrat videli, da bi malo več numerologije se naučili. In se pravi, ta prvi dogodek se bo osredotočil na naše arhetipe. Kateri so tisti 3 arhetipi, na podlagi katerih delujemo. Eden kaže našo sliko navzven. Eden, kako doživljamo stvari navznoter. In ta 3. skupek tega, kam nas življenje vodi. Tudi marca in tudi sicer v življenju velikokrat doživimo, da je nekdo cel Schwarzenegger. Meni se to punce včasih nasmejijo, ko imamo analizo odnosa in jaz rečem, če bi se z njemu pogovarjala, bi rekel, stari, zunaj si cel Rambo, ampak noter si pa tak mehek, medvedek, nežen in te plati verjetno ne pokažeš vsem. In mi velikokrat punce rečejo, res je. Po drugi strani pa vsi poznamo tudi ljudi, ki so zelo prijetni navzven, zelo duhoviti, zelo sočutni, za zaprtimi vrati pa se izkažejo, da so ne tako zelo nice. Hvala Bogu, se vse več govori o toksičnih odnosih, vse več govori o narcizmu. Marca bo tudi na temu področju malo več jasnosti, malo več razumevanja, kdo kam paše, kdo kakšen je. Po drugi strani pa nežno opozorila vsem nam, glede na to, da govorimo o času, ko bodo naša čustva malo močnejša, da jih bo trigiral strah, da jih bo trigiral dvom, da jih bo trigiral mogoče tudi občutek manj vrednosti. Ni za zanemariti tega dejstva, kadar mogoče na drugi strani sogovornik pade v obrambni mehanizem in šauste, po domače povedano. Vsi imamo slabe izkušnje. Jaz verjamem, da nihče izmed nas ni imel svoje življenje samo z rožicami postlano. Verjamem pa tudi, da lahko iz teh obrambnih mehanizmov, iz razočaranj pridemo ven, premagamo te izzive in marec je kot nalašč za to.
Marec je fenomenalen zato, da planiramo stvari dolgoročno na način, ki je za nas zdrav in zrel. Kako to zveni dolgočasno. Pozabila sem povedati. Če vas ne zanima, kako izračunati arhetip, kar pomeni, da lahko si pomagate tudi, ko boste znali to izračunati, tudi v odnosu z ljudmi, ki mogoče vam ni najbolj jasno, kaj se jim dogaja. Če bi pa želeli coaching, tudi to bo marca na voljo, se pravi, da jaz računam vaše arhetipe in potem se lotimo dela, kje so izzivi, kje so nagrade, kako življenje prestrukturirati. Torej, kako prestrukturirati sebe, kako prestrukturirati svoje dnevne navade, svoje rutine, da vas bodo podpirale. To je izvrstno vprašanje za mesec marec, kajti april potem te rutine postavlja v ospredje in jih malo šejka. Aprila nas bo malo metalo, vse tisto, kar smo prepričani, da res za nas trdno drži, bo mesec april rekel, a si ziher, ker jaz nisem. Torej, marec je tisti čas, ko se osredotočamo na naš miren občutek, na mir znotraj nas, na mir v sebi, na tisto pomirjenost. Ne glede na to, če svet razpada okrog nas, če ušpičene šprakle, karkoli že, to je marec. Ja, tako malo novih besed bomo izumili, malo novih pojmov bomo izumili. Pravi, kreacija, ampak naj bo strukturirana. Postavite si sistem. Se pravi, če recimo radi podležete čipsu zvečer, ne čipsa kupiti. Pomagajte si, se ni treba sami sebi skušnjavo pred nosom binglat in se oteževati situacijo. Se pravi, kako lahko vi postavite sistem, ki vam olajša, da nehate ali prelagati, ali mogoče junk food, karkoli je tisto, kar je v tem trenutku na programu. In dobra novica je, da marca vse tisto, kar bo disciplinirano, pravi odgovorno, pošteno, predano, bo nagrajeno. Aprila in potem kasneje avgusta. Se pravi, marec po eni strani igriv mesec, barvit mesec, ven v naravo, v svoja čustva, v svoja doživljanja, izraziti stvari, biti barviti, se malo bolj barvito izražati, oblačiti, jesti, gibati, malo bolj tako musko poslušati. Glejte, še Bad Bunny je zdaj prevzel cel svet, latino, ritmi so zakon. Karkoli je tistega, kar pa vas zbudi občutek nasmeha, občutek radosti, občutek kreiranja. Vse to naj bo v ospredju in potem s to energijo ustvarjalnosti, inovativnosti, barvitosti, moram prav prešteti, kolikokrat sem uporabljala to besedo, pa potem postaviti sistem, ki temelji na strukturiranosti. Zakaj počnete, kar počnete? Leto 2026 je čas novih začetkov, novih prebojev, novih stvari. Zdaj je čas, da nekako ideja obliko dobi. Torej, dragi moji, v odnosih izraziti, kdo ste, kaj ste, da vas bodo lahko vam podobni našli, in v odnosih, predvsem pa v odnosu do sebe. Vam moram povedati, coaching, izboljšati odnos do sebe je bil hit februarja. Totalen, toliko vas, ki mi je reklo, o moj bog, nikoli nisem nase pogledala na tak, res je, večinoma ste bile dame, nikoli nisem nase pogledala na tak način, zdaj pa razumem. A veste, trenutek, zdaj pa razumem. To je največja dragocenost. To je bilo zame osebno darilo numerologijo davnega leta, ko sem jo najdla, je bilo ravno to. Zdaj se pa razumem. In zdaj, ker razumem nekaj, kar mi sicer morda ni bilo všeč, vem, kako to lahko uporabljam konstruktivno. In to je bistvo meseca marca. Kako konstruktivno uporabiti vaše ideje, vaše zamisli, ne samo, da se z njimi igrate, ampak da jih dejansko udejanjite. In ker bo marec absolutno prekratek za vse, si jih zapišite. April bo potem čas, ki nam bo pokazal, kako zelo veliko različnih načinov doseganja cilja obstaja. Marec pa je tisti, v katerem se dajmo sprostiti, dajmo imeti fajn. Pejte malo nekam na žur. Tudi če to pomeni, da si nalijete kavico, medtem ko likate in pomigate z boki. Jaz vam moram povedati, jaz pospravljam vedno svojo najljubšo muziko. To sicer ni Bad Bunny. A si to upam reči?
Ampak indijanska glasba iz Ekvadorja, vam povem, 1, 2, 3 sem fertik, da včasih, ko pospravim, je kar mal žal, da je že vse zrihtan. Ne sosedom povedati, da me ne bodo vabili na kavo. Še ena numerološka zanimivost. Ali ste vedeli, da pravzaprav naše slovensko Gregorjevo 12.3. je z numerološkega vidika mnogo bolj ugoden datum kot pa Valentinovo, pravi naj bo 12.3. res en tak dan, v katerem si dovolite in aktivno delate na tem, da prižgete svetlobo, lučko, novo leto, preporod, nekaj prav posebnega v sebi tudi sami. Drage dame, mogoče si boste privoščili kakšno masažo, kakšen tretma, nekaj prav posebnega. Dragi gospodje, enako velja tudi za vas. Kaj je tisto, kar nekako poboža vašo dušo? Če to pomeni, da boste šli na pier s frendi, prav. Kaj je tisto, kar poboža vašo dušo? Naj bo 12.3. v ospredju. 3.3. pa vas moramo opozoriti, da nas bo guncalo levo, desno, tudi kolegi astrologi podobno razlagajo, kajti takrat se nam obeta mrk, močen dan. Močen dan, da bi vse tisto, kar smo tiščali v sebi, vse tisto, kar je bilo zanikano, zatirano, utišano, zaničevano celo, kadarkoli v našem življenju. Se pravi, ne samo v zadnjih nekaj letih, ampak od trenutka spočetja. Se pravi, tudi stvari, ki smo jih nekako podedovali od naših mater. Vse tisto, kar je bilo nekako ujeto, bi lahko planilo na dan. Marsikdo je že veliko predelal v svojem življenju, marsikdo je že marsikaj pozdravil, prepucal in če slučajno imate občutek, da so se neke stvari ponovile, ne biti nase jezni. Glejte, jaz včasih v coachingih, ko delam z osebami, ki so zelo perfekcionistični, ki so zelo stroge do sebe, ki nikakor se ne pohvalijo, kar nikoli nič ni dovolj dobro, ki se težko sprostijo, rečem, glejte, tudi kavo včasih skuhamo tako, da se za glavo primemo. Pa verjamem, da smo jo skuhali neštetokrat in jo tudi še bomo. Ne biti jezni nase, če vam nekaj še ni uspelo pozdraviti. Zdravljenje ni tekmovanje, je proces. In v tem procesu se včasih neka doživljanja, neka čustva, neke reakcije preprosto ponovijo. Zato, da sebe znova objamemo, znova pomirimo. In če se boste do sebe obnašali tako nežno, kot naj bi se obnašali do 3 leta starega, preplašenega otročka, potem ste zmagali. Ne vem, če ste na socialnih omrežjih zasledili opico z Japonske, ki jo je mamica zavrnila v živalskem vrtu, ki so jo druge opice pretepale in so ji dali plišasto igračko. Kako zelo nam je bilo hudo, ko smo to gledali, koliko ljudi po celem svetu se je zganilo, koliko ljudi jo je bilo pripravljeno celo posvojiti in pripeljati na drugo stran sveta k sebi. Bodite enako angažirani za sebe. Bodite enako angažirani za to, da poskrbite za sebe, da se objamete, da ste nežni sami do sebe in da izrazite sami sebi ljubezen. In absolutno ne moramo mimo 8. marca in materinskega dneva. Za Valentinovo so bile totalni hit video voščilnice. Daniela me je tako iz srca nasmejala, ona je naročila valentinčka za svojega dragega, ki je bil prijetno presenečen in ga potem zanimalo, če imamo mogoče tudi številke za loterijo, je bil hec. Ampak, če želite podariti nekaj malo bolj trajnega od vrtnic in bombonjere, dragi moji, video voščilnica je kot nalašč za vas, tudi za mamice. Moja čikita bonita, samo še tole vam namignem, pa bo imela poseben dogodek, poseben coaching za vse tiste mamice, ki imajo kužije, mucke in hišne ljubimce. Torej, dragi moji, marec bo poln idej. Tudi jaz jih imam ful, se trudim ne prehitevati, se trudim resnično iti v nekem tempu, kot mi ga moje zdravje in moje počutje dopušča. In pravzaprav to je največje in najbolj modro vodilo za cel marec. Imejte ideje, naj brizgajo, naj špricajo, ampak potem jih izvajajte nekako v ritmu, v tempu in na način, kot vam vaš življenjski stil, vaša telesna pripravljenost dopuščata.
In zdaj bomo pogledali od 1 do 9, kaj prinaša mesec marec vsakemu izmed vas. Verjamem, da do zdaj pa že znamo izračunati število življenjske poti. To je seštevek našega datuma, toliko cajta seštevamo te posamezne številke, da dobimo eno samo. Se pravi, če je to 33, je potem 6, če je 11, je 2. Če bi gledali mojstrska števila, karmična števila, bi bila pa tale oddaja absolutno predolga, zato kar pojdimo. Enke. Drage moje enke, absolutno čas novih idej. Se pravi, če nekaj ne funkcionira več, nič hudega, dajte na rezervno klop, ne v smeti, dajte v file ideje za kasneje. Absolutno pišite ideje, absolutno jih strukturirajte. Drage moje enke, letošnje leto bo vas nekako izstrelilo v nove orbite, tudi sicer znate biti zelo hitre, tudi malo impulzivne, na to je treba opozoriti meseca marca, vse nas pravzaprav, ne samo vas. Pravi, pišite ideje, strukturirajte jih, predvsem pa naj se vam ne mudi. Predvsem pa bodite v trenutku in si dovolite počitnice, dovolite si imeti lepo, na aktiven način, v to sem prepričana. Zagotovo ne boste doma sedeli in gledali v steno, to nekako bi me zelo zaskrbelo. Torej, drage enke, naj bo marec čas, v katerem uživate. Drage dvojke, marec bo definitivno čas, ki vam prinaša nekaj nenavadnih energij, nevsakdanjih dogodkov, eksotičnih pravzaprav vibracij. Tam so zato, da pokukate malo ven iz svojih navad. Se pravi, kako lahko spremenite način gibanja, kako lahko mogoče spremenite tudi svoj izgled. Super čas za spremembo izgleda, za spremembo pričeske, za spremembo vašega stila, česarkoli. Kuhanja, oblačenja, kako fuzbal špilate. Se pravi, kako lahko spremenite stvari na nežen način, tako da uživate v temu. Marca je pomembno, da uživamo v stvarih, ki jih počnemo. Se pravi, ne vedno in v vsaki situaciji na prvo mesto postavi druge. Drage moje dvojke, izjemno ste uvidevne, izjemno ste srčne. Naj bo marec pravzaprav čas, ko ste najbolj uvidevne do sebe. Trojkice, halala, trojkice moje, marec bo, Marec bi lahko bil zelo romantičen. Marec bi lahko bil čas, ko boste na nov, drugačen način ljubili sebe. Marec je lahko čas nenavadnih, totalno romantičnih, totalno čustvenih idej. Znova bomo poudarili, čustva niso šibkost, to, da smo senzibilni, to, da smo ranljivi, to, da smo včasih tudi razdražljivi, je le sporočilo, da imamo veliko srce. Torej, drage trojkice, v prvi vrsti biti nežne in romantične do sebe. Če ste samske, pa kaj? Kupite same sebi nekaj najbolj čudovitega za 8. marec, potem pa drugim. Ne pozabiti nežno in ljubeče narediti nekaj dobrega, luštnega, romantičnega, ne vem, zakaj mi ta beseda, prav romantičnega, tudi zase. Štirke. Drage štirke, lažje boste malo analizirali stvari, kar pa pomeni, da boste iskali mogoče odgovore na čustvena vprašanja z razumom. To ne bo šlo, ne. Lahko marsikaj razumemo za nazaj. Lahko marsikaj dojamemo, zakaj tako funkcioniramo v tem obdobju, nekako pa težko najdemo res odgovor, zakaj. Torej, morda je bolj pomembno, kako naprej. Kaj pa zdaj, kot zakaj? Drage štirke, absolutno obdobje, v katerem bi vam lahko malo ponagajala domišljija, absolutno obdobje, v katerem se lahko veliko naučite, predvsem preko izraznosti, predvsem preko tega, da poveste, kako se počutite in da to izrazite na drugačen način, kot ste sicer navajene. Se pravi, če rade pišete, dajte zdaj povedati, zapeti, zaplesati, pokazati, izraziti. Drage petke, podjeten mesec. Drage moje petke, marec vas podpira v projektih, ki so ustvarjalni. In če vam česa ne manjka, vam ne manjka strasti, vam ne manjka dinamičnosti, zelo pomembno pa je, da te energije ne postanejo preveč turbulentne. Se pravi, nočemo zdaj pričarati tornada, viharja,
ampak vsekakor si pa želimo nekih novih energij, neke preobrazbe. Super čas, da bi na hitrico zmanifestirali tisto, česar si želite. Se pravi, drage petke, veste kaj? Dajte osredotočati samo na tisto, česar si želite. Morda to zveni sebično, morda običajno ravno obratno spodbujajo, da dajte gledati tudi na druge, ampak glede na to, da ste v pospešenem ciklu manifestacije, kaj je tisto, česar si najbolj želite v roku naslednjih 30 let? Drage moje šestke, lepo obdobje, marec bo čas, ki bi vas lahko ponesel naravnost nazaj v otroštvo, v občutke tistega otročka, ki ste nekoč bili, ki je verjel v božička, ki je verjel v dobro. Absolutno se lahko zbudijo tudi obratni občutki, pa ne zato, da bi se vi slabo počutili, temveč zato, da bi nekaj v zvezi s tem naredili. Morda pa danes niste več tisto nežno, preplašeno bitje, ki se je težko soočalo s čustvi. Morda danes nimate več enakih ljudi okoli sebe. Morda rabite samo updatati svojo trenutno okolico. In če ugotavljate, da vas okolica, okolje, življenje ne podpira, idealen čas, da rečete, dosti je bilo. Zdaj pa je čas tudi za mojo srečo in mojo izpolnjenost in za osebe, ki me bodo imele maksimalno radne, točno takšno, kot sem. Takšnega, kot sem. Tudi fantke imamo. Sedmice. Drage sedmice, absolutno čas povezovanja na drugačen način. Ja, drage sedmice, lahko se zgodi, da se bo izkazalo, da ste nekomu zaupali, ne. Lahko se izkaže pa tudi, da z vaše strani stvari niso bile jasne. Tale trojkica je tista, ki nas vse malo šejka, ki nam vsem nekako želi razbliniti ali pa razumeti, kaj je samoumevno, kaj je iluzija, kaj je resnica. Za vas to še posebno velja. Kaj vse v vašem življenju, tudi v otroštvu, ste morda vi vzeli kot absolutno resnico in ste življenje gradili na podlagi tega prepričanja, ki je morda, nekoliko zastarelo. Se pravi, super čas, da updatate, spremenite zapise globoko v sebi, predvsem tiste, ki izvirajo iz otroštva. Drage osmice, drage moje osemke, absolutno super čas za to, da vam nekdo pomaga za nova sodelovanja, predvsem poslovna sodelovanja, izvrsten čas za to, da kreirate, izvrsten čas, da ustvarjate, izvrsten čas, da enostavno prekipevate od tega, kdor ste. Bolj kot boste vi, kdor ste, bolj močno se bo vesolje, okolje, vaši najdražji na to odzivalo. Se pravi, če vam paše sladoled, pojdite na Šmarno goro pa to povejte iz vsega srca. Če vam paše mir, podobno, vzemite si ga. Se pravi, tale marec bo izvrsten čas, da resnično kreirate, ustvarjate, v temu uživate in sporočite vendarle, kaj je tisto, kar potrebujete. Kajti, veste kaj, drage osmice, tole vas bo ful presenetilo. Jaz vem, da na to še niste pomislili, ampak čisto vsega vam pa res ni treba samim. In še devetke, drage devetke, absolutno čas zdravljenja notranjega otroka, absolutno pa tudi čas za odpuščanje sebi. Kaj je tisto, kar ste največkrat slišali, da je z vami narobe, ko ste odraščali? Ko ste bili majhni, ko ste bili najstnik, ko ste bili mlada odrasla oseba, ko ste bili v kakšnem takšnem odnosu, ki do vas ni bil prijazen. Kaj je bila tista najbolj pogosta kritika? In kam ste tej kritiki dovolili, da se je nekako skrila v vaši misli? Marec je super čas, da rečete adijo, ne rabim te več. Super čas, da bi kreirali novo realnost, super čas, da bi kreirali nov način funkcioniranja, super čas, da bi ustvarjali sebe. Ste sočutna bitja, ste čustveno zrela bitja, zdaj je čas, da mogoče malo sami sebi dovolite dihati, drage moje devetke. Torej, dragi moji, marec bo absolutno čas, ki bo radoživ, ki bo igriv, ki bo iskril. Torej, dragi moji, na nas je, da najdemo tla pod nogami in na nas je, da v temu pravzaprav uživamo.